Danes moram reči, smo vsi zelo ponosni, ker je taka množica ljudi. Ja, nekako vse stvari, ki se upadajo v ta današnji dan, so se nekako poklopile v vremenske razmere, nekako konc praznikov in to je to, kar želimo od te prireditve tudi narediti. Moram reči, zelo lepo. Zdaj ne vem, pohodnikov še prihaja še in še. Povejte, pridejo tudi trije kralji. Ja, tu smo jih že srečali tudi po poti, se pravi pridejo koledniki, ki bodo zaključili zdaj to praznično koledovanje, potem z njimi pa tudi seveda sveti trije kralji, ki so na poti v Betlehem in kadar je to kakšen dan prej, se ustavijo po poti tudi pri nas. Tako da zgleda, da smo nekje v tem svetovnem merilu kar ta prava lokacija. Mimo grede, sicer jaz nisem namreč vsega videla, ker je noč. Ta pot proti Krivi jelki, to je tudi pohodna pot, je tudi etnološka pot, nekaj posebnega, ne? Tudi ta pot je tudi nekako etnološka, tudi šolska, učna pot, ima več variant, tako da je lahko tale je nekaj najkrajša, najdaljša tudi do 4 ure. Po poti si lahko gledajo te kraške znamenitosti, ker je tukaj nekaj, se pravi te kraške jame, kot dopolne Karneševa luknja, potem je tukaj etnografski muzej Vogvarjeva hiša, tudi v poti Doplanska graščina, Zgornjodoplanska cerkev s svojo 750-letno zgodovino, Spodnja Doplanska cerkev, potem turistična kmetija Trnovec, Tržiška Bistrica in te terase nekdanje reke Save in Tržiške Bistrice. Tako da tukaj čez leto pripravljamo tudi take naravoslovne dneve za razne osnovne šole in vsem nekako potem tudi pokažemo to tradicijo, kako so živeli včasih Rakovnači. Tam nekje 200 metrov nazaj je tudi tako naselje Kožarc. Tam imamo nekako 3 hišice, da ljudem pokažemo, kako so se dejansko takrat, ko so Rakovnači bili nekje v polovici 19. stoletja, prav na tem mestu, kako so živeli. Če ni skrivnost, koliko časa ste pa hodili s to ekipo, pohodniško, ki vas je kar nekaj? Ja, tale pot pa smo kar dobro smo jo šli, tako da 35 minut take zmerne hoje, tako da mogoče srce majčkeno hitreje zabije v tem klancu, potem pa lepo po ravnini in vsa množica se je lepo razprostrla in šla tako, kot se spodobi. Bi rekla zdaj po teh praznikih tole super paše, da so se malo razmiga, ker je bilo zdaj toliko vse hrane in vsega, no? Ja, mi ponujemo tukaj tudi rakovnaško kulinariko, jaz pravim temu, in sicer ena stvar je krompir iz kotla, tako da se ga z roko vzame iz kotla, iz kropa in se ga v oblicah lahko poje, lahko se ga vlupi. Tako nekako so jedli Rakovnači pred 150 leti. Potem imamo tudi domačo zasko, domač kruh in to ljudje lahko dobijo, čaj, kuhano vino in to, kar v ta čas pade. Dober večer. Prav veseli smo danes, da je toliko ljudi prišlo na ta pohod pod Krivo jelko. Se vam fajn zdi, a ne? Ja, mi Doplanci smo ponosni na to in tudi rad delamo, tale naš klub Krive jelke. Vsako leto napravimo to, lansko leto nas je sicer dež malo preganjal, letos je pa zelo lepo in veseli smo, da toliko veliko ljudi pride. Res čudovit večer, bomo rekli. Zdaj tukaj pred nama, sicer naša kamera bo to zagotovo ujela, so Rakovnjači. Sem prav povedala, ne? Ja, pravilno, Rakovnjači so. Verjetno bojo Rakovnjači tudi nekaj zašpilali, ali imajo tudi svoje inštrumente. Pa kakšen nastopah še najdu, ponavadi kakšne punčke, fantka, kaj povijo. Mi se pa malo umaknemo, takrat, da tam mladi bližje pridejo. A ste prvič tlele vi punčke, ali ste že bile kdaj? Jaz sem prvič. Jaz tudi vedela sem, da je že bilo, ampak sem pa prvič tukaj. Tretjič. Tretjič že, jo. A vam je všeč tole, ali? Ja, zelo. Ja. A ste imeli kakšne bakle? Ne, mi smo z navadnimi svedilkami prišli. Gašper prvi k njemu gre, ker je najstarejši. Boj za njim pa pride tam njegova tovarša. Miha ravno gleda ga, hoče k njemu priti. Tega sinka Božjega z darom počastiti.